V petek 6. februarja 2015 je v večernih urah v Domu kulture v Slovenskih Konjicah potekala svečana akademija ob slovenskem kulturnem prazniku. Program z naslovom Inspiraciones de Valle Sancti Johannis, navdihi iz doline svetega Janeza, so oblikovali dijaki Gimnazije Slovenske Konjice z gosti. Občanke in občani, dragi gostje, želim vam, da z nocojšnje prireditve skupaj z lepimi občutki ob spremljanju nastopa naših gimnazijcev seboj ponesete tudi zavedanje, da je bistvo slovenskega kulturnega praznika tudi skrb za našo kulturno dediščino. To dediščino so nam podarili naši predniki. Mi pa skupaj ustvarjamo kulturo, ki bomo lahko ponosni zapustili našim zanamcem. Mi vsi skupaj ustvarjamo kulturo in pripravljamo ugodne pogoje za njen razvoj. Dostikrat tudi z javno pohvalo ali priznanje, ki je lahko le kos papirja ali pa beseda za to, kar smo opazili in tudi povedali to, kar je treba videti. Le tako bomo spodbujali ustvarjalce med nami na vseh področjih in naše kulturno življenje bo tako postajalo bogatejše. Še ob tem posebnem dnevu naj se posebej zahvalim letošnjim dobitnikom občinskih priznanj. Izrekam vam čestitke, spoštovanje in pa tudi priznanje za vaše delo, za vaš prispevek k pestremu kulturnemu življenju v naši občini, kar pomeni tisto pravo, resnično bogatstvo vseh nas. Vsem občankam in občanom izrekam iskren čestitke ob slovenskem kulturnem prazniku, vsem nam pa želim prijetno druženje. Nagrade in priznanja ob kulturnem prazniku za leto 2014 so prejeli Adela Pečovnik, Milan Lamovec Didi in Kripl teater, sekcija kulturnega društva Svoboda osvobaja. Adela Pečovnik, ki je več kot 30 let poučevala klavir, kitaro, harmoniko in nauk o glasbi na Glasbeni šoli Slovenske Konjice, sedaj vodi ženski pevski zbor Društva upokojencev od leta 1995 dalje. Pod njenim vodstvom je zbor iz leta v leto napredoval, koncertiral in dosegal vse bolj vidne uspehe. Sodelovali so na številnih prireditvah po vsej Sloveniji in nastopili na občinskih in medobmočnih revijah. Na ocenjevalni reviji upokojenskih pevskih zborov v Celju je preteklo leto med 11 sodelujočimi dosegel 4. najvišjo oceno. Redno se udeležuje vseslovenskega pevskega tabora v Šentvidu pri Stični, aktivn pa je predvsem v lokalnem okolju, kjer je vedno pripravljen sodelovati na občinskih prireditvah z drugimi zbori, društvi, šolami in organizacijami. Adela Pečovnik je prejela nagrado za uspešno 20-letno vodenje ženskega pevskega zbora Društva upokojencev Slovenske Konjice. Milan Lamovec Didi je končal šolo za oblikovanje v Ljubljani na oddelku za grafično oblikovanje. Študiral je na Pedagoški akademiji v Mariboru na smeri likovna vzgoja. Po opravljenih sprejemnih izpitih na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je študiral slikarstvo pri profesorju Janezu Berniku in grafiko pri profesorju Apoloniju Zvestu. Sedaj je zaposlen kot likovni pedagog na osnovni šoli v Zrečah. Didi, konjiški slikar, grafik, scenarist, kipar, je zasvojen z likovnim izražanjem, z iskanjem, odkrivanjem, z materiali, snovnostjo in njenimi pojavnimi oblikami, transformacijami in neobičajnimi povezavami. Je slikar novodobnega časa, v katerem se dopolnjujejo vplivi eksistencializma, lirske abstrakcije in nadrealizma. Njegovo 40-letno delo priča o osebnem in avtonomnem slikarskem oblikovalskem rokopisu, vse od likovnih del v vseh možnih tehnikah do izjemnih obnov kapelic in fresk. Je avtor najbolj prepoznavnega konjiškega motiva o vitezu Juriju. Njegove freske, le kdo od Konjičanov jih ne pozna, med drugimi krasijo Mestno galerijo Rimer in dvorano Konjičanka. Svoja dela je predstavil na mnogih samostojnih razstavah, sodeloval na številnih skupinskih razstavah in likovnih kolonijah. Pri Zvezi likovnih društev Slovenije je za likovna dela prejel 12 certifikatov kakovosti.
enega za risbo, 2 za realistično slikarstvo, enega za abstraktno slikarstvo, 4 za kiparstvo, 2 za grafiko in 2 za fotografijo. Didi je tudi dolgoletni član Društva likovnikov in fotografov Konjice ter svojim bogatim znanjem tudi dolgoletni uspešni mentor konjiških likovnih ljubiteljev. Milan Lamovec Didi je prejel nagrado za 40 let izjemno uspešnega likovnega ustvarjanja in ustvarjalni opus, ki je dal neizbrisen pečat slovenskim konjicam. Lutkovne predstave za odrasle so v slovenskem, sploh ljubiteljskem kulturnem prostoru prava redkost. Prav zaradi tega gre še toliko bolj pozdraviti pogum in smelost članov Kripl teatra, da so se po več izredno uspešnih dramskih predstavah v gledališki sezoni 2013-2014 spopadli s to zvrstjo gledališča in uprizorili lutkovno predstavo za odrasle z naslovom Afera Propolis. Kripl teater je, tokrat pod režijskim vodstvom Matevža Gregoriča, ustvaril avtorsko predstavo, politično satiro, ki na angažiran način s parafraziranjem Čebeljega panja predstavi nemoč malega človeka v neizprostnem sistemu produkcije in kapitala. Izredno duhovit in družbeno kritičen tekst so nadgradili z domiselnimi lutkami, ki so jih zasnovali in izdelali člani sami in natančno animacijo. Ustvarili so celostno umetnino, ki je niso sprejeli samo gledalci doma in na številnih gostovanjih, temveč tudi strokovna javnost. Predstava se je uvrstila na državno srečanje lutkovnih skupin Slovenije 2014, kjer je za kvalitetno izvedbo prejela najvišje priznanje zlato plaketo. Kripl teater, sekcija kulturnega društva Svoboda Osvobaja, je prejel nagrado in priznanje za uprizoritev lutkovne predstave za odrasle Afera Propolis, nagrajene zlato plaketo Javnega sklada za kulturne dejavnosti na srečanju lutkovnih skupin Slovenije 2014. Nagrajencem še enkrat iskrene čestitke, vas pa bom v nadaljevanju večera prepustila arhitekturi glasbe in besede v izvedbi dijakov Gimnazije Slovenske Konjice z gosti in navdihom iz doline Svetega Janeza. Žička Kartuzija je kot simbol duhovne inteligence v letošnjem jubileju izvala tudi dijake Gimnazije Slovenske Konjice. Nedavno so uresničili obsežen projekt, s katerim so izpostavili ta spomenik kot stičišče zgodb preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Prav tako so se osredotočali na človekove duhovne dimenzije bivanja. Glasba, predvsem petje in beseda sta od nekdaj služili kot vez z duhovnimi svetovi. Nocojšnja arhitektura glasbe in besede je izraz duhovnega snovanja, ki izraža motivacijo vere, tako intelektualno kot tudi osebno. Preobrat. Pojavila se trdna zemlja. Do tedaj je vesolje korak za korakom postajalo trdnejše, bolj mirujoče in se razdelilo na dele. Iz te hladnejše, otrple snovi so se lahko oblikovale zapletenejše in natančnejše strukture. Najprej kamenine, voda, kristali in kemijske spojine. Nato živa bitja in nazadnje bitja z dušo. Začel se je dolg in počasen spon življenja nazaj k svojemu viru.